iz te zemlje ne bodo nikdar napravili banana republike. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Banane! Pregovor pravi: nikoli ne reci nikoli. Zarečenega kruha se namreč veliko poje. Da o zarečenih bananah sploh ne govorimo. Naj spomnimo, da je Janez Stanovnik v Dražgošah napovedal tudi vreme. Mislimo, da bo v sredo spet lep sonce. Banane! V resnici je tej obetavni napovedi sledil vesoljni potop in po vsej državi je bil razglašen rdeči alarm. Najprvorazrednejši, prvooklicani mandatar Zoran Janković v parlamentu namreč ni dobil dovolj podpore in to je imelo podobne posledice, kot so jih ob smrti ljubljenega vodje pred tedni opažali v bratski Severni Koreji. Od žalosti se je razjokalo celo nebo nad Ljubljano. Pravzaprav je bilo še huje. Z neba so padale banane. Banane! Majhne so zelene in zelo so neboglene, ko počasi rumenijo, se krepko debelijo, če so zrele so rjave, ko so mehke so brez glave. Take so! Banane! Neurje z bananami se je razdivjalo nad Slovenijo takoj potem, ko je predsednik države Danilo Türk kot morebitnega mandatarja v politično orbito lansiral ime Marka Voljča. Predsednikova poteza je mnoge presenetila, saj je pred kratkim še ostro nasprotoval predlogu trojčka Virant Žerjav-Erjavec, da bi vlado narodne enotnosti sestavil nekdo tretji. Jaz sem v prvem trenutku ocenil, da je ta zamisel o vladi narodne enotnosti neprimerna. Banane! Prejšnji teden pa si je premislil in kar sam predlagal tretjega človeka. Mnogim se je zato zdelo, da predsednik pravzaprav ne ve, kaj hoče. A kaj zato, če ne ve? Važno je, da ve, koga noče. In ve se, koga noče. Medtem ko predsednik države čvrsto stoji na okopih demokracije in brani deželo pred Janezom Janšo, notranji sovražnik ne miruje. Na otvoritvi Evropske prestolnice kulture v njegovem rodnem Mariboru, kamor je kot častni govornik prišel zavrtet človeka v sebi, je Danilo Türk doživel surov napad na svoj lik in delo. Drage Mariborčanke in Mariborčani! Ja, domači izdajalci očitno spet dvigajo glave. Še sreča, da državljani vedo, kaj se dogaja, kar je na kongresu svoje pozitivne Slovenije ugotovil tudi prvopogoreli mandatar Zoran Janković. Državljani ne bodo pozabili te izdaje in trdim, da so bili izdani. Banane! Ja, zunanji sovražniki, ameriška imperialistična zalega in domači izdajalci so zamorili volilno zmago najboljšega sina mame Janković, človeka izjemnih kvalitet, ki jih je na kongresu pozitivne Slovenije delegat Boris Ružič opisal takole. On misli 16 ur na dan, dragi moji, in hodi. On hodi in poriva stvar naprej. Banane! On tuhta, on misli, nikoli ne spi, on dela, se trudi, kot striček želi. Hiti nam nakladat, kako državljan je bil na volitvah izdan. On hodi, premika, poriva, uči, razlaga, kako se poštenje dobi. Hiti nam nakladat, kako državljan je bil na volitvah izdan. Hiti nam nakladat, kako državljan je bil na volitvah izdan.